Srečanja, ki ga je v sodelovanju s svetom regije Posavje pripravila občina Sevnica, so se udeležili gospodarstveniki iz vseh 6 posavskih občin. Tudi ta vlada bo morala bolj razmišljati marketinško in manj ekonomsko. To je tisto, kar pri tej vladi še vedno pogrešamo. Vemo, da v kriznih časih moraš se razvijati. V poslovnih conah, kjer jih imamo kar dovolj, najprej moramo doseči to, da bomo planirali poslovne cone tam, kjer bojo lahko kasneje v posledici cenejše, ne pa da jih zdaj postavljamo na najdražja mesta, potem bi pa radi, da so poceni. Ne gre. Čedalje bolj drži tudi ne samo za tekstil, ampak tudi za nekatere druge panoge. Ni dobrih in slabih panog, ampak so dobra in slaba podjetja. Kazalniki sicer kažejo, da so v Posavju povečali izvoz, da so kreditno sposobni za nove naložbe in da dosegajo visoke dodane vrednosti, izpostavlja predsednik upravnega odbora Posavske območne gospodarske zbornice. Na teh kazalcih smo nadpovprečne Slovenije. Želeli bi si tudi, da bi bile povprečne plače večje po Sloveniji, čeprav so na nivoju Slovenije, in pa ravno bi si želeli malo bolj dinamično investiranje v predvsem nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Srečanje se je udeležil tudi gospodarski minister Radovan Žerjav, ki meni, da v Posavju zaradi številnih načrtovanih državnih projektov razloga za skrb ni. Je pa res, da bo država preprosto morala začeti sprejemati odločitve. Odločitve o posameznih projektih, odločitve o tretji razvojni osi, o hidroelektrarnah, o nuklearni in tako naprej in tako naprej. Po srečanju gospodarstvenikov so namenu predali novo proizvodno halo podjetja Siliko na Radnji pri Boštanju, ki prinaša med 20 in 30 novih delovnih mest.